da ni potrebe kaj dosti govoriti, glede na to, da je Ante sodeloval že kot igralec pri največjem uspehu NK Maribora, to je uvrstitev v Ligo prvakov, in pa tudi sodeloval v novem projektu NK Maribora kot pomočnik trenerja, tako da mislim, da pozna vse skrivnosti tega kluba, seveda govorimo pozitivno in razmišljeno mentaliteto in seveda pripadnost klubu pa nikoli ni bila vprašljiva nam Mariborčanom. Tako da jaz mu ob tej priložnosti želim veliko sreče, ki je seveda na tej poti več kot potrebna. Sem prepričan, da pa tudi on za svojo vnemo, ambicijo, željo bo dal tisto Mariboru, kaj v tem trenutku več kot potrebuje. Ne, ni bilo nobenega drugega kandidata. Ante je bil tudi najresnejši kandidat že julija. Mislim pa, da je prišel v pravem času. Najprej bi se zahvalil športnemu direktorju za dobrodošlico. Obenem bi pa tudi sam od sebe zahteval svojo ambicioznost, katera nikoli ni vprašljiva, katera je z Mariborom, ki je zelo ambiciozen klub, z lovljenjem najvišjih uspehov, in tukaj mislim, da glede dela, sodelovanja, ambicioznosti, pripadnosti bomo naredili vse, kar je v naši moči, da dvignemo klub najviše, kar je možno. Kaj to pomeni, bomo videli glede samega procesa, glede časa, ampak moram pa povedati, da sem izredno zahteven do samega sebe, enako bom zahteven do svoje ekipe. Pomeni 24 ur sem trener NK Maribora, 24 ur so igralci NK Maribora in tukaj bom zahteval maksimalne red in disciplino. Moji načrti so enostavno takšni, da čim prej stabilizirati ekipo, čim prej povrniti voljo po zmagi, zmagovalno mentaliteto in ambicioznost dvigniti v tem trenutku na najvišji možni nivo. V tem trenutku težko odgovorim na to. Vse informacije o ekipi bom dobil od svojih sodelavcev, od športnega direktorja, ki so bili cel čas z ekipo. Jaz lahko samo bi podal kakšno mnenje kot zunanji gledalec, v tem trenutku si tega niti ne bom dovolil. Enostavno upam pa na najboljše. Se je zmenilo to, da je Maribor trikrat zapravljen v Ligi Evropa, da je ekipa odrasla, da je ekipa zrela, da ekipa ima dosti več izkušenj na športnem tekmovanju oziroma v težkih tekmah. Temelje smo gradili tega skupaj, ekipa je pa zdaj na teh temeljih že nekaj časa gor. Pomeni, da je tu en plus, vsekakor kljub temu, da poznam večino igralcev, da dobim izkušene, bom rekel, zrelejše fante oziroma moške. Če bi se zadovoljili z trenutnim stanjem, pomeni, nismo ambiciozni. Ko je najboljše, si želi še vedno en korak naprej, to je tudi moje mnenje. Ko ekipa pride, ko ekipa v kakšnem stanju je, bomo videli, bomo želeli narediti korak naprej. Ko bomo naredili korak naprej, bomo naredili še enega naprej in tako naprej. Enostavno, da preklopiš. Zdaj bo, zdaj ne bo. Enostavno, to je proces, ki traja in v tem času do tekme z Viganom bomo naredili vse, kar v naši moči.